Živijo. Jaz sem Borut Lesjak. Ravnokar sem naredil meditacijo dihanja po metodi Davida Elliotta, ki jo učim. In rad bi podelil nekaj od tega tudi s teboj. Mogoče boš začutila, da je ta tehnika oziroma ne samo meditacija, ampak celota, ki jo učim, primerna tudi za tebe. Zakaj bi lahko bila? Zaradi tega, ker ti lahko pomaga iti skozi in z vsemi težavami in tegobami v življenju na prostor, kjer sem tudi jaz zdajle na nek način, mogoče boš ti na drug način, ampak v sozvočju s tem, kar zares si, smo. Kje pa sem? Počutim se mirno, počutim se sproščeno, kljub temu, da sem živ, da sem sredi projektov, da mi zmanjkuje časa, tako kakor večini v današnji dobi, da so stvari, ki jih še ne znam, ki se jih bojim, da včasih sploh ne vem, kaj delam in kaj moram narediti. Kljub temu sem miren in si zaupam. In zaupam tudi duhu, ki se pretaka skozi mene, skozi vse nas. In zaupam mu tudi zato, ker ga čutim trenutno kot vibracijo, kot mravljince, kot drhtenje, kot polnost v telesu. Čutim, da sem v telesu, čutim, da sem več v telesu in v zavedanju kot običajno, kot takrat, kadar me karkoli odnese ven. Ta metoda, tehnika, celjenje je proces, ko enkrat meditiraš, ti pomaga mogoče prvič v življenju začutiti, da obstaja nekaj več ali pa nekaj bolj globokega. Ni treba, da gre za več, za iskanje nečesa posebenega, da si sam nekaj več začutiš, da si sam nekaj lepega. Lahko gre za lepoto, za ljubezen. In stvar je prizemljena, ni to nekaj, kjer se zgubiš v še bolj smešne stvari, kot so normalne, običajne stvari. Če je ta metoda za tebe, boš ta trenutek to začutila. In na moji spletni strani borutlesjak.si lahko prebereš več, lahko me kontaktiraš, tam je kontakt. In lahko raziskuješ naprej. Lahko si prebereš knjigo Davida Elliotta, po kateri, ne da delam po njej, ampak v njej piše vse, kar je treba vedeti, zato da se lahko naučiš delati po tej metodi, ker naš včasih insistira, da moramo imeti tudi neke teorije, čeprav v tej izkušnji, kjer sem jaz zdaj, vem, da ne rabim nobene teorije. In v resnici sem hotel na začetku samo to povedati in pokazati in podeliti, da zavrci eno lepo glasbo. Pojdi ven in zavohaj veter, kako diši po snegu včasih. Lahko tudi lepo rožo, kar je malo bolj stereotipno, ko se reče. Karkoli, lahko začutiš sebe, kje si v nepopolnosti. Lahko začutiš svojega partnerja, ki je, da ni točno tam, kjer bi ga ti hotel imeti. In na ta način odpreš več možnosti za vajin odnos. Lahko pogledaš svoje otroke in jim dovoliš, da so, kar so. Lahko se osredotočaš na kar želiš in ni se ti treba osredotočati na nič od tistega, kar sploh nisi ti. In to je v resnici glavno sporočilo, ki sem ga jaz danes utrdil za sebe in se ga bom poskusil zavedati še naprej. Upam, da se vidimo. Lepo bodi.